Malokrat se avtomobilski proizvajalci odločijo za drznost. Pri obliki še toliko težje, saj je ta večinoma tista, ki potem prodaja avtomobil. Pri tehniki pa je zgodba drugačna. Če si napreden, uživaš določen ugled, če vse skupaj potem še odlično deluje, imaš prednost. Renault je želel novo Laguno privzdigniti med najboljše, zato svojo moč kaže tudi s tehnološkimi domislicami, kot je izjemno zanimivo štirikolesno krmiljenje 4Control. Ne gre za revolucijo, saj so se z različnimi sistemi, predvsem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, že hvalili večinoma japonski proizvajalci. Nekaj je bilo poskusov Američanov in Evropejcev, slednji pa so sedaj pod taktirko Renaulta zamisel spet obudili in jo nadgradili z močno elektronsko podporo. V prvi vrsti sta bili pomembni varnost in stabilnost, kar jim je tudi dejansko uspelo. Ne pričakujte čudežev, ker ob prevelikih hitrostih fizika še vedno pokaže svoje zobe. Je pa avtomobil ne le po občutku, ampak tudi dejansko bistveno bolje vodljiv in hitrejši v ovinkih. Če mene vprašate, bi se moral takole lahkotno voziti vsak večji avtomobil. Pozna se tudi med parkiranjem ali obračanjem, ko rabi med zidovi toliko prostora kot za 2 številki manjši Clio. Zadeva deluje tako, da do 60 km/h električni mehanizem ob zadnji premi kolesi zasuka za največ 3,5 stopinje, nad 60 pa v isto smer kot prednji za boljše vodenje in vodljivost. Najprej se vam zdi, kot bi uhajal zadek, ker tako hitro zavije. Potem pa se navadite in začnete dodajati malo manj volana. Če želite, da je motor dizelski, potem je edina opcija tale 131 kW. Gre za enega od najmočnejših dvolitrskih turbodizlov, zato zmogljivosti nikakor niso slabe. Pa tudi poraba z več kot 8 litri ni majhna. Če je bilo štirikolesno krmiljenje prej rezervirano le za različico GT, je sedaj na voljo tudi v paketu opreme Dynamic, ki je bogato založena in ima zelo dobre sedeže. Le volan je povsem brez razloga prisekan. Laguna ima po zaslugi 5 vrat tudi zelo uporaben prtljažnik, ki ga ni težko povečati za prevoz večjih predmetov. Štirikolesnim krmiljenjem so pri Renaultu posegli v neko novo področje. Vendar še vedno nisem povsem prepričan, kaj so s tem dejansko želeli doseči. Če je to predvsem športnost, potem bodo morali še veliko narediti. Če so s povečanim vodljivostjo in stabilnostjo želeli ustvariti bolj varen avtomobil, pa jim lahko oporekam le še ceno. Pomislite, kako super bi bilo, če bi bil 4Control na voljo že pri vstopnih različicah.